Lepo pozdravljeni! V tem videu vodiču vam bom predstavila, kako uporabiti predpripravljeno predlogo imenovano pošastni kviz. Pri pošastnem kvizu učenci sodelujejo na svojih napravah, na katerih mogoče je sodelovati na vseh napravah, ki omogočajo dostop do spleta, torej lahko na računalnikih, telefonih ali tablicah. Da vas ne bo motilo, na levi strani zaslona imam učiteljev pogled, na desni strani pa učencev pogled, kar pomeni, da to, kar je na levi strani, bi učenci videli na interaktivni tabli zaslonu, to, kar pa je na desni strani, pa bi učenci videli torej na računalnikih ali telefonih ali tablicah. Torej, za sodelovanje se morajo učenci vpisati. Kako vidite, kam se morajo vpisati, pritisnete na tole rdečo ikonico ob strani in pa tukaj na puščico, da se vse skupaj vidi malo na večje. Učenci morajo obiskati spletno mesto hellosmart.com in vpisati vašo identifikacijsko številko. To je mogoče, da se vam tale identifikacijska številka tukaj ne pojavi. Če se le ta ne pojavi, se morate tukaj prijaviti. Prijavite pa se s svojim smart računom. Če še ga nimate ustvarjenega, si lahko ogledate video vodič smart račun, drugače pa se lahko samo vpišete z Google ali Microsoft računom. Torej, učenci, če se vrnem k vpisu učencev oziroma sodelovanju učencev k aktivnosti oziroma kvizu, vpišejo vašo identifikacijsko številko, jaz jo imam že tukaj vpisano, drugače pa pritisnejo na gumb Join a new class in vpišejo identifikacijsko številko. Ta številka je vedno enaka, torej ko se učenci enkrat pridružijo vaši aktivnosti, jo imajo potem vedno shranjeno. Pišejo svoje ime in pa potem pritisnejo na gumb Join as a guest. Da vam bom lahko bolj nazorno pokazala sodelovanje, bom se še vpisala na drugi napravi, in sicer na telefonu. Zdaj se tukaj vidi, da je trenutno povezan en učenec, zdaj pa že dva. Tako, recimo, da so vpisani vsi učenci. Zdaj pa je potrebno kviz zagnati. Zaženemo ga tako, da pritisnemo na gumb Začni. Nisem še povedala, kaj je bistvo te aktivnosti oziroma po čem se ta kviz razlikuje od drugih. Pri tem kvizu vsak učenec sodeluje na svoji napravi, točke pa se mu seštevajo v ekipo. In sicer odgovarjajo na vprašanja in skupek njihovih točk se sešteva in pa na tak način se gradi njihova pošast. Vam bom pokazala v nadaljevanju, kako to deluje. Temu kvizu sem dodala 3 vprašanja, tako da bo kar hitro končan. Tukaj se vam pojavijo vsi vpisani učenci, v mojem primeru sta to 2 učenki. Ko so vsi vpisani, zelo pomembno je, da zaženete oziroma učence razporedite v ekipe takrat, ko so že vsi vpisani. Potem, ko pritisnete na razporedite v ekipe, več ne bodo morali sodelovati. Razporedite v ekipe. Zdaj, v tem primeru sta se mi pojavili možnost 1 ali 2 ekip, lahko, če pa bi bilo vpisanih več učencev, pa bi seveda bilo tukaj tudi več števil. Izbrala bom 2 ekipi. Tukaj se mi tudi učenci samodejno razvrstijo v ekipe, lahko pa bi jih tudi prenesla. Tako, ko sem pripravljena oziroma ko so vsi učenci pripravljeni, pritisnem na gumb Začni kviz. Tukaj se tudi odšteva in tudi učenci vidijo, da sem je začela. Tukaj se jim tudi odšteva čas, nastavila sem čas, spodaj se pojavi vprašanje, tukaj pa odgovori. Levo pa ste mogoče tudi zaznali, da se vidi, kdaj je učenec odgovoril pravilno na vprašanje, in tudi tukaj spodaj se vidi napredek.
Zdaj bom na eno vprašanje odgovorila napačno, da boste videli, kaj pomeni, če učenec odgovori napačno na vprašanje. Tukaj se vidi, da smo napačno odgovorili. Zdaj pa se mu pojavijo samo trije odgovori. Ta napačno odgovorjen se obarva sivo. Zdaj recimo, če še enkrat napačno odgovorim, se tukaj spet vidi, da sem napačno odgovorila in spet se ta obarva sivo, čeprav lahko tudi pritisnem še znova na ta odgovor. Pritisnem recimo na tega, Cerkniško jezero. Zdaj se vidi, da je ta skupina končala. Učencu se pojavi, da so zmagali. Odgovoriti še mora nasprotna skupina. Tako, igra je zaključena. Zdaj pa se lahko tudi učenci in mi pregledamo, kako smo odgovorili na vprašanja. Tukaj se vidi odgovor na prvo vprašanje, drugo in pa tretjo. Seveda se vidi, da je recimo pri drugem vprašanju je učenec trikrat poskusil odgovoriti in mu je v tretje uspelo. To se tudi tukaj vidi, da je na dve vprašanje odgovoril v prvem krogu pravilno, ta skupina pa seveda na vsa vprašanja v prvem krogu, ampak so ti hitreje odgovorili na vsa vprašanja. Tako, ko s celotnim razredom skupaj pregledamo odgovore, tudi učenci sami jih lahko pregledajo na svojih napravah, je aktivnost zaključena. Zdaj bom tole okno s pogledom učenca zaprla. V Smart Notebooku pa vam bom pokazala, kako pripraviti tale pošastni kviz. Odprla sem novo okno, poiščem ikonico Smart Lab oziroma dejavnosti in pa pošastni kviz. Izberem si za prvo vprašanje, kakšen tip odgovora želim in pa vpišem vprašanje. Nisem nič napisala. Tako. Dodam lahko do 4 odgovore, minimalno pa moram dodati 2 odgovora. Ko napišem, moram tudi izbrati ustrezen odgovor. Tako, če še želim dodati eno vprašanje, pritisnem tukaj na gumb Dodaj vprašanje. Kdaj praznujemo slovenski kulturni praznik? Tako. Recimo, to imam dodano, lahko vprašanja, ki sem jih dodala, tudi shranim in jih ponovno uporabim. Tukaj bi vpisala ime vsebine. Lahko pa tudi uporabim že shranjena vprašanja, recimo eno izmed teh izberem, naložim in se mi tukaj tudi pojavijo. Dobro je, da učencem vključite funkcijo naključni vrstni red, da ne morejo goljufati. Nastavite pa jim lahko tudi časovno omejitev za odgovarjanje na vprašanja, ki jo lahko tudi spreminjate. Ko to vse izpolnite, pritisnete na gumb Dokončaj in kviz je pripravljen za sodelovanje. Zdaj kviz ima tudi zvočno podlago, jaz sem jo izklopila, da me lažje slišite. To je to. Najlepša hvala za ogled videa.